Poglejmo si mešanice okoli nas in kako jih pravzaprav lahko ločimo. Torej, imamo mešanico. Kako zdaj dobimo posamezne snovi nazaj ven? Skrivnost je presenetljivo preprosta. Vse se skriva v različnih lastnostih snovi. Te razlike so pravzaprav naša orodja. Poglejmo, katere so najpogostejše. Recimo olje in voda. Olje je lažje, zato vedno plava na vrhu. Ali pa riž in moka. Zaradi različne velikosti delcev ju je preprosto ločiti. Nekatere snovi, kot je železo, imajo pa kar supermoč – magnetizem. Seveda, ne smemo pozabiti na agregatno stanje, trdno, tekoče ali plinasto. Razlika je v tem, kako se obnašajo delci. So stisnjeni skupaj ali prosto letajo naokoli. Dobro, poznamo lastnosti. Katere metode pa lahko uporabimo za ločevanje? Prva in najbolj znana metoda je gotovo filtriranje. Deluje kot nekakšno sito. To počnemo vsakič, ko si pripravimo čaj in odstedimo čajne lističe. Potem je tu odlivanje ali dekantacija. Preprosto odlijemo tekočino in usedlina ostane. Pomislimo na odlivanje vode, ko kuhamo riž. To je to. Pa poglejmo en izziv. Imamo železo, pesek in sol. Kako jih ločimo? Gremo po korakih. Najprej magnet, potem voda, filtriranje in na koncu izhlapevanje. Ampak snovi ne le ločujemo, lahko jih tudi bistveno spreminjamo. Obstajata dve glavni vrsti sprememb, fizikalne in kemijske. Poglejmo, v čem je razlika. Ključno vprašanje je, ali na koncu dobimo novo snov ali ne. Pri fizikalni spremembi snov ostane ista. Led, ki se stali, je še vedno voda. Pri kemijski pa nastane nekaj novega. Iz pepela ne moremo spet dobiti lesa, kaj ne? Vse se torej vrti okoli lastnosti. Te določajo, kako snovi ločimo, spremenimo in uporabimo. In ta osnovna načela veljajo povsod, od kuhinje do najnaprednejših laboratorijev. Za konec pa še vprašanje za razmislek. Kako bi ločili barve v črnilu?